Pozdravljeni v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Z menoj nocoj je doktorica medicine Jana Val, torej zdravnica, zdravstvena trenerka, health coach, ki zagovarja k bolniku usmerjeno integrativno zdravljenje kot ključ do celovitega zdravja. Zagovarja okolje, ki podpira okrevanje, kjer zdravnik deluje kot partner in podpira bolnika na njegovi poti do zdravja. Sodobna znanost dokazuje, da naše misli in odnos do sveta in nas samih neposredno vplivajo na občutljivo ravnovesje med zdravjem in boleznijo, življenjem in smrtjo, kar se prek vseh nivojev kaže tudi na povsem fizični, biokemični ravni. Tisti, ki prevzamejo pobudo, ki se zavedajo, da so ustvarjalci svojega zdravja, imajo zato veliko boljše možnosti za okrevanje. Dr. Val sledi načelom funkcionalne medicine, ki preučuje širše vplive na celovito zdravje in upošteva, da je vsak človek edinstven in potrebuje prilagojeno podporo. Življenjski slog, genetski vplivi, prepričanja, učinki preteklih poškodb in bolezni, zdravila lahko vse vplivajo na občutljivo ravnovesje med zdravjem in boleznijo. Funkcionalna medicina spodbuja doseganje zdravja s spremembo življenjskega sloga, dieto, vadbo, ciljno uporabo prehranskih dopolnil in uporabo zdravil, kadar je to potrebno. Dr. Val je tudi Recode 2.0 zdravnica. Gre za integrativen pristop k kognitivnemu upadu in Alzheimerjevi bolezni, ki je vznemirljiv izziv in nagrada za zdravnika funkcionalne medicine. Počaščen sem, da je danes v naši družbi doktorica Jana Val. Dobrodošli, pozdravljeni v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Z menoj nocoj prvič zdravnica. Ja, zdravnica in nenavadna zdravnica, ampak holistična zdravnica, ki dejansko upošteva več nivojev celovitosti človeškega bitja. Kot ste slišali že v napovedniku, veliko referenc, veliko dragocenih izkušenj, dejansko kirurgija, pozdravljena dr. Jana Val, kirurgija je bila tista osnovna, specializacija, potem pa ste nadgrajevali svoje znanje, dopolnjevali svoje znanje. Nam lahko malo več poveste, mogoče kako je ta pot potekla in kako ste sploh začutili, da mogoče samo tisti fizični aspekt je premalo, ne? Ja, v bistvu začela sem kot medicinka, diplomirala in potem seveda, ker je bilo to težko in vznemirljivo, sem vzela kirurgijo kot specializacijo. In potem sem pravzaprav začela razmišljati, da mogoče se premalo ukvarjamo s pacientom. Vmes sem naredila pač magisterij iz kirurške anatomije jeter in potem sem pravzaprav, ko sem vpisala MBA, ki sem ga vpisala zato, ker se mi je zdelo, da je zelo pomembno, kako porabljamo denar, ki ga je vedno premalo in da je pravzaprav to so ne samo poslovne, ampak tudi etične odločitve na koncu, sem pravzaprav šele tam spoznala, da bi se morali veliko več ukvarjati s pacientom. In potem me je to peljalo v health coaching in tam sem se seznanila tudi z enim ameriškim podjetjem, s katerim še vedno sodelujem. In na koncu sem ugotovila, da moram iti še v funkcionalno medicino, ker sem pa kot kirurginja vedela premalo o celostni medicini in tako nekako je ta pot. In na koncu sem pristala zdaj še v doktorskem študiju iz integrativne medicine in ugotavljam, da sva celo sošolca. Ja, sva ugotovila zadnjič, ko sva se slišala, ja. Zanimivo. Tako da to je pa spet eno področje, kjer mislim, pričakujem, da bom spoznala še veliko novega. Ampak na koncu se pa vse spet vrne k pacientu, a ne? Tako, ja. Torej, ključ je, da res prisluhnemo pacientu, da upoštevamo njegovo okolje, v katerem živi, ker okolje, vemo, epigenetika nam danes govori, da okolje definira praktično 95% vsega, geni so nekje 3 do 5%, dr. Bruce Lipton, recimo, vodilni celični biolog, to govori. Dr. Dispenza, recimo, ki ga oba poznava, vrhunske rezultate ima s svojimi meditacijami, neverjetne stvari dela. Tako da to je prihodnost, oziroma je že tukaj. Ja, zdi se, da pravzaprav tista klasična medicina, ki sva se jo midva učila, bo na koncu, če ne bo sprejela tega dejstva, da medicina izvira v bistvu iz več nivojev in da so tukaj tisti dejavniki, ki kreirajo spremembe in da je treba pacienta na tej poti podpreti, da bo takšna medicina pravzaprav ostala kot en tak, ne vem, ki bo samo oblična rano dejal. Tako. Torej, dejansko medicina je pomembna za neke te fizične stvari, ko pa je treba zadevo nadgraditi, je pa potrebno ta integrativni pristop vpeljati. Ja, in zelo se mi zdi pomembno
učiti oziroma spoznavati in v bistvu dojeti to, da imamo mi kot zdravniki izredno veliko odgovornost. Zato, ker naša beseda je zelo močna, zato, ker nam pacienti zaupajo. In če mi pacientu vzamemo upanje, kdo nam je dal to pravico? Nimamo te pravice. Ne? Tako da, če že ne dojamemo vseh teh nivojev, kjer zdravje nastaja, potem vsaj delujemo v tem principu primum nil nocere, ne škoduj, spoštuj in včasih samo poslušaj. Tako, ja. Dosti zdravnikov, nažalost, še vedno programira ljudi. Ja, vi imate pa toliko procentov možnosti, ne. Jaz nikoli nisem programiral ljudi, tudi sem delal na onkološkem in tako, ne. In sem se vedno zavedal, da je pacient tisti, torej zavest, ne, njegova duša je nad vsem in odloča, bo človek živel ali pač ne bo, ne. In je potrebno res v globino iti v njegove vzorce, v percepcijo, v prednike, kako so živeli, ne, in pogledati celostno človeka. Ne. Tako. Poznam zgodbo pacientke, ki je kirurg rekel, da ni nobene možnosti, da bi preživela takšno obdobje. In je rekel, ko se je obrnil od nje in šel ven, je rekel, še nihče ni prišel nazaj. In je ona zabrusila za njim, jaz bom prva, ki bo prišla nazaj. Zdaj me mrazi. Ja, bravo. To je to. In je uspelo. Ja, to je to, ne. Neverjetno, ja. Kaj je človek sposoben, ne? In kakšno moč nosimo v sebi, ne? Pozabili smo včasih, ne? Ja, in pravzaprav zdi se mi, da je ena od glavnih nalog zdravnika je, da bolniku ponovno predstavi to dejstvo, da je bolnik oziroma človek, kreator svojega zdravja in da se pravzaprav z njegovo odločitvijo začenja, ali boš zdrav ali ne boš. Tako, torej izbira, odločitev je tista. Tako, stvar izbire. Tako, stvar izbira, ne. Torej, izobraževala ste se tudi dejansko v različnih vejah, tudi za Alzheimerjevo, oziroma za to RECODE protokol ste nazadnje naredila izobraževanje, ne? Ja, mogoče še kakšno besedo? To je zelo zanimivo, no? Ker funkcionalna medicina je zelo tako široko področje in ko sem videla ta program dr. Bredesena in v bistvu ta njegovo področje, pravzaprav ukvarjanje z Alzheimerjevo demenco, se mi je zdela to ena taka lepo zaokrožena tema, zelo težka sicer, ampak dejansko pri Alzheimerjevi bolezni ljudje niso v precepu, katero možnost bi izbrali. Ne? Pri rakosti bolezni je to pogosto težava. Pri Alzheimerju pa pravzaprav klasična medicina ne ponuja ta prave rešitve. Ne? In dr. Bredesen je ugotovil, da obstaja 36 gradikov, ki lahko prispevajo k razvoju Alzheimerjeve bolezni in je naredil celoten protokol. In jaz sem to njegovo izobraževanje zaključila in sem si rekla, da bom prva iz cele skupine, ker je to zdaj bilo prenovljeno izobraževanje, ki sem to zaključila in to se je dogajalo ravno zdaj decembra in jaz sem takrat imela korono in sem imela 39 vročine in sem rekla, ok, grem na telefonu tako narediti izpit, bom videla sploh kakšne vprašanja so in na koncu je bilo dovolj, da sem naredila izpit in sem rekla, ok, vzamem. Mislim, da sem bila prva. Super, bravo, čestitam. Torej, dejansko se da tudi zdaj te težke bolezni z kognitivnim upadom dejansko pozdraviti? Ja, dr. Bredesen ima te izkušnje, delajo tudi naprej študije, s tem, da je on na začetku ni mogel prodreti študijam, zato ker je bilo preveč faktorjev, ker ni bilo eno zdravilo, ker ni bilo randomizirano. Ne? In potem zdaj je prodrl s to svojo idejo, tako da študije potekajo naprej. On ima, mislim, da približno 100 pacientov, ki so imeli dramatičen napredek s tem njegovim protokolom, no, tako da se zadeve nadaljujejo. S tem, ko si v Evropi, v tej njihovi skupini, no, določene stvari bo treba še najti, laboratorije, teste, posvetovanja, genetike in te stvari, no. Ampak sicer pa mislim, da bomo kmalu pripravljeni, da tudi slovenskim pacientom in pač pacientom v okolici ponudimo tako možnost. Odlično, odlično. Dejansko povezuje naju tudi skupni prijatelj, ne? Gospod Boris Vene, pri katerem sva oba tudi opravljata Body Reset delavnico. Ne? Mogoče kakšna beseda na to temo, kako v bistvu vidite ta program, kako ga dojemate mogoče?
Ja, Boris izhaja, oziroma ta njegov protokol izhaja iz take celostnega vidika, ne, in on ima ta znanja, tudi starodavna znanja in v bistvu to, kar je on pravzaprav nabral skupaj, je en tak paket, ki dejansko pri ljudeh lahko naredi preboj v smeri zdravja. Je pa to v bistvu za zdrave ljudi. A ne? To je treba. Zdravim, ja. Tako. Tako, in za ohranjanje mladosti, vitalnosti tako. V starost tudi. Ne? Tako. In pomlajevanje. Tako, seveda pomlajevanje. Ja. Tukaj je kar precej zdaj tudi študij, ne, za krajšanje telomer, ne, in v bistvu kako dejansko iti v to smer, ne, da bomo dejansko, ne vem, s tehnikami dihanja. Wim Hof je tukaj tudi ogromno naredil, zdaj glih knjiga išla, ne, v slovenščini, kjer tudi ima dokazane učinke že. Ne. Ja, Wim Hof je sploh fenomen. In jaz sem prepričana, če bi udeležence Body Reseta zdaj dali v eno študijo in jim merili telomere, da bi bili rezultati verjetno res fascinantni. Tako da mogoče pa še čas pride za to. Bomo v prihodnje tudi delali določene študije v holistični medicini in bomo na ta način za tiste, ki še ne verjamejo ali pa ne dvomijo, dokazali in bomo imeli črno na belem. Ne. Ja. Tako kot je dr. Ravnikova, ki je bila tudi gostja. Ja, je zelo zanimivo, ne? Da je pravzaprav želela objaviti raziskavo v tem resnem časopisu. Tako, ja. Ja, ker je pač resna znanstvena študija. Ni rekel, zakaj bi dala nekje, če dejansko dokazala, kako meditacija vpliva na izražanje genov. Ne? Ja. In je to res fenomenalno. Tako, da sem bil tudi fasciniran. In da to zdaj medicince, bodoče zdravnike to uči, povezava zavest, telo, to je noro. Ne. Škoda, ker mi še nismo imeli te možnosti. Tako. Hvala. Bova nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni v drugem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije. Z menoj danes krasna zdravnica, dr. Jana Val. Že prej sva omenila, da sva se v pogovoru, ko sva se slišala, ugotovila, da sva oba sedaj študirava na Quantum University in sva sošolca. In se bojima danes dr. Jana Val tudi en poseben predmet, je tako? Ja, sem prenesla te posebne slušalke, BrainTap, ki v bistvu predvajajo zvok in tudi pošiljajo svetlobne signale. In zanimivo je, da pa svetloba je tista, iz katere je stkano življenje in prek katere komuniciramo in tako. In jaz sem že od nekdaj prevzeta z zvokom in vplivom zvoka na človeško zdravje in tako. In to se mi zdi pa zdaj tak lep v bistvu dodatek, pravzaprav še svetlobno, a ne? In predvaja tudi svetlobne signale za predel ušes, kjer vemo, da je vstopišče v naše telo, v celotno telo, a ne, tako da je res en tak krasen, deluje in pravzaprav je taka podpora pacientom oziroma vsem, pravzaprav, ki želijo izboljšati zdravje in tudi izboljšati svoje rezultate, mogoče študijske rezultate. Tako da sem prepričana, da bo pomagal pri vseh teh izpitih, ki jih moramo narediti. Tako, bo treba kar precej spet študirati. Ja, so take stvari, kjer dejansko možgane spet poslati na delo. Tako, zato so nam to dali kot darilo zraven. Tako. Pri vpisu, Tako da neverjetno. Ne. Mogoče kakšna beseda še na to temo kognitivne nevroznanosti, koliko so ta prepričanja močna, nekaj sva že omenila dr. Lipton Dispenza, obstaja tudi, kanadski zdravnik Kotalo reče ne, verjetno ste brali, znate knjigo tudi, koliko je res percepcija močna, to jaz vidim tudi v terapijah, kad delam, na vzorcih, na prepričanjih. Imel sem primer, kaj je človek po 2 terapijah recimo iz vozička vstal, pa so mu hoteli noge odrezati, ker so mu totalno odpovedali, ker je bil zadnji en vzorc, da nosi prepričanje odgovornost za celo družino, da nosi breme in ker je glih izgubil denar takrat, ni mogel več poskrbeti za družino. In tako močno, tako občutke krivde je imel, da dejansko je zbolel, ker je bil to edini izgovor, da lahko dejansko Ja, v bistvu na enem nivoju je tako poiskal svojo rešitev. Zdaj, vzorci seveda nastajajo v teh zgodnjih letih, tako da res malo je takih staršev, ki imajo informacijo, kako zelo pomembno je, kako se z otrokom pogovarjaš, kako močna sporočila so, da so otroci praktično v stanju ene konstantne hipnoze in da vse tisto, kar
se otroku reče, mogoče tudi v takem prenesenem pomenu, tisti mladi možgani to vzamejo čisto dobesedno in lahko še leta in leta in leta kasneje v bistvu taka sporočila krojijo naše življenje in zdravje. Tako, nisi dovolj, ne zadoščaš in tako. Dobra stran tega pa je, da je te vzorce mogoče spremeniti, to vi še bolje veste, in pravzaprav super je, da včasih dejansko do take spremembe lahko pride zelo hitro. In tudi dispenza pravi, da ni potrebno imamo tisto prepričanje, če bo rezultat velik, moramo delati dolgo in vztrajno in tako, ampak včasih so te spremembe hipne. In zdaj, če gledamo te nivoje zdravja, v bistvu, če gledamo to kvantno polje, ker je praktično komunikacija lahko hipna, potem bolje lahko razumemo, kako lahko včasih pride do takih dramatičnih izboljšanj, pa kako lahko recimo meditacija nadaljavo spremeni rezultate polovico planeta stran. Tako kot pravi dr. Tagertova v Polju, pa The Power of Faith, oni so delali meditacijo, ne vem, v Avstraliji, tista rastlina je bila pa nekje v Arizoni. Tako da to so res neverjetne stvari in pravzaprav bolj, ko bomo to izkoriščali, bolj, ko bo tudi medicina to uporabila kot eno tako orodje za komunikacijo, za zdravljenje pacientov, za ohranjanje zdravja, za pot k zdravju, mislim, da smo na pravi poti potem. Ja, vedno več nas je, jaz sem tudi vesel, se mi zdi takrat, ko sem jaz začel o tem razmišljati, pa ne vem, mobbing je mogel doživljati, zato ker sem imel širši pogled na človeka in na zdravje. Smo nekako vse napredovali zdaj v teh zadnjih letih. Jaz mislim, da so zdaj tudi cela ta situacija, da prinaša v bistvu take prelomne situacije, tudi prelomne priložnosti, jaz tako gledam na to. Jaz mislim, s korono se bo telemedicina povzpela, mislim, bistveno bolj bo pomembna. Ne bo več potrebno, da mi dva sediva tukaj, ampak bomo lahko prek ekrana, prek pač teh modernih tehnologij praktično naredili isto. Tako je, to je v bistvu vse tisto, kar se zdaj razvija, kar prihaja tudi v medicino. In mislim, da je to obdobje pravzaprav veliko ljudem dalo možnost, da so šli vase, da so videli, na kakšen način želijo živeti, na kakšen način želijo delati. Tako da moja v bistvu ta definicija dobrobitja ali pa, ne vem, česa, dobrobitje, ki vključuje več kot samo obilje, je, da v bistvu opravljaš svoje poslanstvo, tako kot vi pravite, tisto, k čemur teži srce, je tisto, zaradi česar si prišel. Tako. In da pravzaprav lahko to opravljaš s komorkoli, na katerikoli način, z katerekoli lokacije in da pri tem uživaš in rasteš. Tako, in vse za dobrobit v bistvu ljudi, da delaš dobro. Tako. In sam sebe pravzaprav, ker v bistvu, ko pozdravimo druge, pozdraviš, seveda. To je tudi en zdravilc rekel, Zanč mi je tudi Boris rekel, ne vem, katero ženo, ampak... Boris je Zanč rekel tudi nekaj zelo zanimivega, da so v nekih drugih časih zdravniki bili tudi filozofi, umetniki in v bistvu, jaz mislim, da če želiš biti pravi zdravnik, moraš biti vsega pomalo. Tudi Hipokrat je rekel, zdravnik brez znanja, tudi astrologija profesionalna nima sebe pravice imenovati zdravnik. Torej, zdravnik ne bi bil en človek, ki ima eno celostno znanje, vpogled ali pa se vsaj izobražuje tudi v to smer, ali pa ima ljudi, ki mu tukaj pomagajo. Da lahko dejansko celostno pomagamo človeku, ki ima pač neke težave. Predvsem pa se nismo vsi taki, da bi dojeli vse to v takih širinah. Ampak, da bi imeli vsaj to sporočilo, da mogoče obstajajo še druge dimenzije in vidiki in da ne smemo v bistvu ljudi ovirati na njihovi poti skozi te informacije, skozi to pridobivanje informacij. To, se mi zdi v Sloveniji še vedno ta nevoščljivost, ta Bog ne dej, da na kakšen drug način, takoj te bodo potlačili, takoj te bodo. In to se je zdaj dostikrat tudi pokazalo. In ta korona čas je marsikaj razkril. Mogoče vaš pogled na ta čas, kaj je zdaj tle? Jaz samo vem, da delam v zadnjem letu ogromno. Tudi dobila sem korono, kot rečeno.
In nisem dobila v bolnišnici, ampak mi jo je mož prinesel domov iz druge bolnišnice. Tako da sem vmes, ko je bilo najhujše, sem rekla, ko bi jaz imela njih 10 dni počitka takole, na kar sem imela seveda 10 dni. Ja, tako, točno to. In sem dobila najprej karanteno, pol pa korono in tako. Ampak sicer pa v celoti gledam tako tudi, ko širše gledam, se mi zdi, da je to čas priložnosti. Čas velikih sprememb. Opažam, da smo ljudje sedaj dveh vrst oziroma dvoji ljudje in dejansko včasih človek kar utihne, ker ne veš, a lahko sploh govoriš, komuniciraš in včasih se kar malo potegneš nazaj. Ne? Ampak na splošno se mi pa zdi, da je to čas, po katerem nič več ne bo tako, kot je bilo. Ja, definitivno. Tako. V dobrem in v slabem, no. Predvsem jaz vedno gledam v dobrem, a ne. Ja. Tudi ta moja izkušnja s korono je morala biti, domnevam, a ne, ampak načeloma se mi zdi, da so spremembe dobre. Torej, dvig zavesti človeštva, jaz vidim, da je v ozadju, ne, da se res ljudje prebudimo in da gremo vase, da delamo na sebi, ne, da prevzamemo odgovornost. Tako, prevzamemo odgovornost in gremo skozi to preizkušnjo, ki se je napovedala, za katero smo vedeli, oziroma tisti, ki gledajo naprej, vejo, ne, so že napovedala. Ne. Tako da mene pravzaprav nič ne preseneča. Ja. Tudi jaz sem že intuitivno zaznaval in že 10-15 let ljudem nazaj govoril na seminarjih, velike spremembe bodo, ne, prehod bo, ne, portal se bo zgodil, da bomo ljudje ali šli na višji nivo zavedanja ali pa potonili v lastno temo, ne, tako da zdaj ni več heca. Ne. Tako. Ok, super. Bova nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Dobrodošli, pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije. Z menoj krasna gostja, doktorica Jana Val. Predno greva naprej, bom prebral eno pesem iz filma The Shift. Dosti ljudi ga že mogoče pozna. Tako da, tole ni dirka. Ni ti treba drveti. Lahko upočasniš, se ustaviš, pogledaš naokrog. Namesto da divjaš, ničesar ti ni treba dokazati. Nikogar prepričati, če na koncu, ko se vse konča, v svojem srcu veš, da si zapel svojo pesem. Ne odidi svojo pesmijo v sebi, naj te vodi vsak dan. Saj vsi vemo, da je dobro biti ponižen. A ne tipaj, momljaj skozi življenje in tako naprej. Lepo. Ta pesem me je zelo zadela, takrat, ko sem si ogledala ta film, ker se mi zdi, da je lahko eno tako sporočilo vsem nam. Ne? Včasih se iščemo bolj ali manj, krajši ali daljši čas. Ne? Ampak ni pomembno, kaj v življenju počnemo. Vedeti moramo, da opravljamo tisto, zaradi česar smo na tem svetu. In to lahko začutimo. In če še nismo začutili, lahko mogoče najdemo to informacijo s pomočjo. Tako. In pravzaprav, ko opravljaš svoje poslanstvo, potem v bistvu napreduješ v tistem svojem življenju ali pa življenjih. To je to služenje, ne? Služenje višjemu, ko res dušo, srcem delaš tisto, kar delaš in ti ni težko in je v bistvu tista hvaležnost ljudi, ne? Potem, jaz tudi vidim, ko se, ne vem, ljudem srca odpirajo, ne? Potem, ko zjokajo tisto žalost, bolečino, se osvobajajo starih bremen, koliko je to vredno, ne? To je neprecenljivo. Tako. A ne? Ko v bistvu delaš eno stvar, ki bi jo delal, tudi če ti ne bi bilo treba več delati, tudi če ne bi bil plačan, ko se čas ustavi, ko recimo govoriš s pacientom in dobiš takole mravljince in veš, da si povezan, pa ni veliko takih pacientov. Sploh, če delaš tako normalnem tem stroju, medicinskem, ne, ampak včasih pa dobiš tisto, ko poslušaš srcem in v bistvu steče ta komunikacija čist na enem drugem nivoju. Tako je, torej oči so zrcalo duše, ne? In ko se gledamo globoko v oči, dejansko zaznavamo tisto bistvo človeka, tisto, kar človek zares je, ne? Onkraj vseh iluzij. Ja, in tudi zato je zelo pomembno
toliko pomembno, kako komuniciramo z bolnikom, ker ne komuniciramo se samo s svojimi besedami, ampak se povežemo na enem nivoju. A ne? Se so gledali, ko se otrok igra s psom, ne? Se elektromagnetno polje srca otroka in živali povežeta praktično v isti frekvenciji. Ko se razideta, pa gresta spet vsak po svoje. Ne? In tudi mi tako pravzaprav komuniciramo med sabo in zato je to še toliko bolj pomembno. HeartMath inštitut, mislim, da je dokazal, 5000-krat močnejše je srce od možganov. Tako. Neverjetno, ja. Seboj imate tudi en predmet, in bova dala eno nagradno vprašanje danes. Mogoče pokažemo najprej, potem bom pa jaz vprašal. No, to je eno prehransko dopolnilo, ki deluje na področju celične signalizacije in epigenetsko, tudi dokazano. Ugotavljali so na zdravi populaciji takih ljudi, kot sva recimo vi, jaz že imam po mojem kakšno rezervo, ampak da so se geni, tisti regulatorski geni, ki potem urejajo še druge gene, da so se obnašali bolje za 20 do 31%. Kar pomeni, pomembno je tudi to, da potem ta učinki zvenejo, ker imamo vedno, to je tudi dr. Ravnikova govorila, vedno je to vprašanje, koliko časa traja ta epigenetski učinek. In pomembno je, da dejansko deluje na signalizacijo. No, jaz sem prinesla danes tole, ker nimam še napisane svoje knjige, ta še nastaja. In v bistvu prepuščam tistemu, ki bo odgovoril na najino nagradno vprašanje, da si privoščite prvo flaško Aseje in mal epigenetskega boosta, ali pa mogoče kaj za telomere. Super, ja, malo za anti-aging, Tako. Se malo pomladimo. Tako. Super, torej v kolikšni meri nas geni definirajo? Sva že povedala tekom oddaje, tako da mi verjamem, da ne bo težko. Poglejte si oddajo večkrat, če ste zgrešili, tako da v kolikem procentu nas geni kot taki definirajo oziroma pač kreirajo neko bolezen. Super. Okay. Mogoče še ta komunikacija, nekaj sva že povedala, komunikacija s pacientom, empatija, ta pristni stik, koliko je pomemben, in to se premalo poudarja v medicini. V našem šolanju praktično nismo imeli še predmeta. Jaz sem prvič o tem pravzaprav slišala v enih takih obrobnih zaposlitvah študentskih, pa potem na MBA-ju, in potem je šele v bistvu možgal, kaj se mi sploh, zakaj se mi toliko malo ukvarjamo s pacientom. Ja, samo papirologija, samo na zdravila in to je to. Tako da jaz mislim, da kljub samo zadeve napredujejo, mislim, ta čas se mi zdi, da tako kot vsi vemo, zdaj bo v naslednjih 6 letih bo več sprememb kot v celotni zgodovini človeštva. Jaz računam, da se bo tudi medicina v to smer razvila, sicer bo ostala zadaj, oziroma ta pač klasična alopatska medicina, in v bistvu tisto, za kar smo mislili, da ni substrata, recimo kitajska tradicionalna medicina, to so vse stvari, ki so zdaj dokazane. Te v bistvu meridiani so dejansko, obstaja struktura, ki pa ni zacementirana, ampak je potencialna, tako, še v tem smislu. Od nas odvisno, kako v bistvu skreiramo, kakšno energijsko telo ustvarjamo. Tako. In če bo medicina v to smer šla, se mi zdi, da so pred medicino lepi časi. Prav je, da ljudje imajo to možnost. Da izberejo, tudi v tako majhni deželi, kot je Slovenija, je v bistvu nepošteno, da bi se bolnik moral ukvarjati s tem, kako se počuti njegov zdravnik. To je čisto nepomembno. Čisto nepomembno. Bolnik bi se moral ukvarjati sam s sabo in svojim zdravjem, ne pa s tem, kaj bo rekel zdravnik. Tako. Nepomembno. Tako, ja. Ja, točno tako, ja. Ker je itak od njega odvisno največ, Tako. Ampak je res, ljudje so še vedno, in to zdaj, mislim, v teh časih, se mi zdi, strah je tista... Še vedno, ja. Manipulacija s strahom, Tako, manipulacija s strahom, tudi širše, tako da upam, da bomo vsi izšli iz tega močnejši. Ja, to je verjetno tudi namen, da se ojačamo, da se ukrepimo,
da dvignemo svojo vibracijo, da se obrnemo vase in nehamo se ukvarjati z drugimi, ampak s sabo končno. Ne? Tako. In če bi se vsak človek ukvarjal s sabo, bi bili že zdavnaj v tej neki 5. dimenziji ali kjerkoli že, ne? V višji vibraciji ljubezni, sočutja, resnice, enosti, miru, ljubezni, ne? V temu, kar si vsi želimo nekako živeti, pa kar nekako nam še ne gre. Ne? Ja, vsi stremimo za tem, ne? Ja. Ampak več kot je takih pogovorov, več kot je takih ljudi, večje so možnosti. Ja, in potem vplivamo na kolektivno. Ne? Tako. Tako, koliko so zdravilni pogovori v resnici, ne? Premalo se zavedamo. Ne? Absolutno. Ja, že zdaj, ko se mi da pogovarjava, se ene nove dimenzije tudi meni odpirajo, ne? In je to nekaj neverjetnega. Ne? Jaz upam, da tudi gledalci Ja, dobivajo kakšno hrano za misli. Absolutno. Tukaj sem še prebral, ne? Komu škoduješ, če se omejuješ? Ja. Mogoče še kakšna beseda. Če z tega najnega poklica izhajamo, ne, pravzaprav si potem v precepu, ne, ali se izpostaviti, Ja. ali ostati, ali iti, do katerega nivoja iti. Ne. To je tako zdravilno vprašanje. Ne. Včasih se preveč potegnemo nazaj, ne. Ampak ko se vprašaš, komu škoduješ s tem, ko igraš majhno igro, ko se omejuješ, ne, je lahko taka spodbuda, no, za kakšno spremembo tudi. Tudi v medicini dostikrat je bilo tako, ne, pa še vedno ne, mlade se dosti izkorišča, ne, pa so tu, no, se podrejo tistim, ne, ki so tam predstojniki, avtoritete, ne, in je to dosti tako, ne, ta rang, ne, je še vedno. Ja, ta v bistvu izobraževalni sistem je zelo tak avtokratski. Ukalupljen, naredi ene robote podrejene, ne, temu sistemu. Čeprav jaz zdaj, recimo, ko delam še na oddelku in v ambulantah, pa to vidim tudi eno novo skupino teh mladih zdravnikov, ki široko razmišljajo, se premika. Hvala Bogu. Končno. Ja. Končno gremo na ta višji nivo, ne, ker sem jaz že pred leti sem želel, ne, pa meditacijo, recimo tudi enkrat sem poslal, se spomnim, za moj seminar, recimo, ne, na listo študentov, ne, mlad sem bil naivan, nadebuden, ne, in so me prijavili, sem imel cel zagovor pred dekanom, ne, učiteljskim zborom in jaz stajam tam sam, ne, in cel učiteljski zbor se mogel zagovarjati, kaj zdaj jaz to počnem. Bravo. Super. To pomeni, če si vsem všeč, če noben nima nič proti tebi, pomeni, da preveč ostajaš v kalupih. Tako, ne delaš nič kaj pametnega, so rekli. Moraš biti vedno malo nagajiv, ne. Malo nagajiv, malo na meji že, ne. Tako. In iti iz cone tudi lastnega komforta, ne. Saj najlažje je v bistvu se umakniti, ne. Ja, najlažje je iti, tisto temo svojo, ampak danes je tako, ne. Treba biti pogumen, treba je tvegati, se odločiti za srce, torej za tisto, kar je res srčno poslanstvo in da potem tisto širimo naprej, ne, in da s tem prebujamo srca ljudi, ne, kar je tudi namen te oddaje, teh pogovorov, ki jih zdaj imamo. Ne. To je to. Ne. In če bi bilo več takih zdravnikov, bi bili verjetno tudi na višji stopni trenutno. Ne. Ja, jaz upam, da gremo v pravo smer. Eno stvar sem hotela še, ker vem, da včasih smo tako zelo slabe volje in ne vemo, kaj bi, ne, in tako, in škoda, da nismo dali to za nagradno vprašanje. Ali veste, kolikšne so možnosti, da ste se rodili v tem telesu s to genetsko strukturo, tem staršem v to življenje, v ta prostor? 1 proti. Odgovor je, bom kar povedala, ker je res tak, 1 proti 400 milijard je ta možnost. In če se sprašuješ, zakaj je danes tako en slab dan, ali pa zakaj se zadeve ne premaknejo, si reči, 1 proti 400 milijard možnosti je, da sem jaz danes tukaj. Se pravi, toliko možnosti je, da te ne bi bilo, pomeni, da je zagotovo en razlog, da si tukaj. Tukaj zdaj. Točno tukaj, kjer rabiš biti. Ne? Točno to. In vse je točno tako, kot mora biti. Tudi mene mrazi po celem telesu. Ja, tako da to se mi zdi, recimo, če zelo spremeni perspektivo. Ne? Tako, definitivno.
Hvala, bilo mi je v čast. Čas se nam je nažalost iztekel, še bi debatiral, ampak bova naredila še kdaj kakšno oddajo, sem prepričan, tako da res bilo mi v čast, Tudi meni, da ste hvala. bila moja gostja, tako da res vse dobro naprej na vaši poti in res prebujamo naprej ljudi, a ne? Tako, hvala vam. Hvala. Hvala tudi vam, drage gledalke in gledalci, ker ste bili tudi nocoj z nami v tej oddaji Prebujeno srce Slovenije. Hvala vam, ker ste, hvala vam, ker gledate to oddajo in se gledamo in se vidimo prihodnjič.